Arival Sosič, lepo vas pozdravljam in vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Izpovedi erotomana. Hvala za čestitke in hvala za povabilo. Pravzaprav me je presenetilo že samo povabilo, ker je, vsaj po mojem mnenju, knjiga nekoliko drugačna, kot smo navajeni brati v slovenski literaturi nasploh. Meni je bil izziv, ali pa pravzaprav res kar želja, da bi napisal roman in s tem tudi temo, ki je tako eksplicitno, ali pa vsaj po mojem mnenju toliko seksualno opisno veliko, da je v slovenski literaturi po mojem mnenju ni. Imamo nekaj strani, imamo tudi kratke zgodbe, ampak tukaj gre le za roman z poglavji in pa za temo, ki v vsakem poglavju izstopa. Ob tem pa, da ne bi rad, da bralci spregledajo vsa tista razmišljanja, ki se potem pojavljajo pred in pa po seksualnosti, ki je opisana v romanu. Dali ste vsaj 2 iztočnici, najprej dejali ste, da je to roman. To je roman, ne? V 10 poglavjih. Tako ste ga pisali. Ja, je roman, zato ker gre tok pripovedi od začetka do konca po neki logiki. Pripovedovalec, pisatelj sam, nastopa ali pa se giblje po nekih življenjskih poljih, trenutkih, skratka od mladosti pa do pozne starosti. Po drugi strani pa se mi je zdelo, tako kot tudi v ostalih drugih mojih romanih, poskušam najti obliko, ki jo še do sedaj nisem. Zato sem se odločil za poglavji, torej 10 poglavij, in pa z didaskalijami pred vsakim poglavjem. Tako da mi je nekako uspelo, vsaj po mojem mnenju, napisati tako, da je vsako poglavje lahko samostojna enota, kot neka kratka zgodba v tem primeru, ali daljša zgodba, ampak tudi v celoti potem povezana v enovito pripoved. In zato se mi zdi, da to je roman z vsemi karakteristikami romana. Se strinjam z vami. Omenili ste te kratke opombe na začetku posameznih poglavij, natisnjene so v poševnem tisku in pravzaprav nekako napovedujejo vsebino samega poglavja. Zakaj ste se odločili za takšno obliko? Ja, zelo vizualen človek sem, ne? Tako se ukvarjam tudi z likovno umetnostjo in se mi je zdelo, da je vsaj v takem romanu, ki je toliko seksualen, zelo dobro prizorišče opisati na začetku, da se lahko bralec predstavlja, kaj bo in kje v tem poglavju se gibal pripovedovalec oziroma erotoman. In pa tudi nekako filmsko se mi je zdelo to, kot če bi gledal neko film, se pravi, določiš prostor in potem v tem prostoru izvedeš, snemaš scene, ki se potem prelijo v naslednji prostor, pa spet v naslednji prostor. Tako da ja, ko pišem roman, dejansko vidim vse pred sabo in če tega ne vidim, slišim in ne začutim, potem težko napišem. Ne? Ker zdi se mi, da besede bi morale ravno to sinestetično zajeti občutja in pa prostor in doživetje. Če ostaneva pri prostoru. Nekateri prostori v vašem romanu so res pomembni, naprimer junakovo stanovanje, ne? Sobe z različnimi barvami in tako naprej. In vendar, ko dajete toliko poudarka prostoru, imamo občutek, da izgubite tisto, kar je mogoče res pomembno v vaših poglavjih, v vašem romanu. Ja, mogoče tudi, no, ampak to je način branja. Ne? Najprej se mi zdelo, da definiram izhodišče, to je bilo prostor. Zdaj, ker je tukaj seksualnost, je seveda vezana na prostor, ne moreš jo izvajati. Lahko izvajaš sicer marsikje, ampak tako eksperimentalno pa spet nisem šel v to opisovanje. Še vedno sem se omejil na nekaj zelo klasičnega. Se pravi prostor, postelja, kakšni, niti ni veliko rekvizitov sicer, nekaj narave je seveda in to je to, ne. Zdaj, če bi hotel iti naprej, potem bi se mi zdelo, da bi pisal priročnik o seksualnosti, to pa ni bil moj namen, ne. Se pravi, vse možne variante, vse možni prostori ali pa ne prostori. Tako da sem se res omejil dejansko na prostore, po katerem se tudi sam gibam in sem se gibal, ker te poznam, ostale ne. Tako da notri ni sicer nobenih imen, to se držim v vseh romanih, ampak kdor bi poznal morebiti opisani prostor, bi ga prepoznal. Dejali ste, ni bil moj namen. Mar imate kot pisatelj neke namene, kaj želite napisati kot avtor? Ja, seveda, nek načrt imam. Se pravi, dokler nimam... Načrt je nekaj, namen je nekaj posebno drugega. Dobro, razumem, ja. Je tukaj bil dejansko namen tudi, da malo, recimo temu, provociram slovensko javnost, ne. Da malo
če se da, ampak to se v Sloveniji verjetno ne da, razburkam duha, ki je desetletja, se mi zdi, skoraj da podoben. Namreč vse je nekako v neki taki umirjeni noti, delno umirjeni noti, sicer seveda politično lahko deluje to zanimivo in romani, ki se s tem ukvarjajo, lahko so zanimivi, meni niso osebno. Ampak na tem področju, tem intimnem, pa vse bazira med ljubeznijo, globokimi čustvi, recimo temu, če to so to. Ampak ti, erotični, recimo temu perverznejši, teh pa je malo. Ne. Sam sicer sem malo, ko bi rekel, nisem se upal iti čez, ker sem imel občutek, da mi ne bo izdali knjige. Tudi po nekih preverjanjih, če bi pisal to in to, ali bi mi izdali, sem rekel, ne, tega pa ne piši. In sem se potem zaustavil. Se opravičujem, kdo je to rekel? Urednik zbirke? Ne, to ne bom izdal, ker ne ta urednik. Tam je objavil, to ni bil problem, ampak drugi. Malo sem potipal. No. Je pa res, da nisem napisal, pa poskusil, ampak sem potipal. Ker se mi zdi, da ne morem pisati, če vnaprej ne vem, da imam možnost izdaje, ne da potem napišem pa ne bo nič. No. Tako tukaj sem se držal nazaj na nek način, rač bi šel globoko in veliko več, kot je. Tako da erotika, ki je v tem romanu, ali pa seksualnost, se mi zdi, da je tako urejena, takšna, kot smo nekje navajeni, samo da je pač opisana. Ne. In moj namen je bil, da mogoče malo razburkam to javnost, ampak to v Sloveniji mislim, da ni možno. Zakaj ne? Sploh na področju erotike. Ne. Zato, ker navajeni smo ignorirati. To počenjamo že stoletja in določene avtorje ignoriramo, jih ne vidimo, jih ne opazimo, teh je veliko, zelo veliko. Mogoče kakšno ime? Recimo Ivanka Hergold, eno tako ime. Ne. Ampak jih je kar še nekaj, pa res, da jih toliko tudi jaz sam ne poznam, ali pa jih spoznam kasneje, pa se potem čudim, ko je že avtor umre, ne, kako da o njem ni bilo dovolj napisanega. Ne bi pa rad opisoval ali pa omenil avtorje, ki zdaj živijo, ne, zato ker ne bi. V redu, bom jaz omenil avtorja, ki zdaj živi. Ko sem bral vaš roman, sem pomislil, vse to je pa Davorin Lenko svoje generacije. Davorin Lenko, njega mislite, on je dobil krstnika, ni? Tudi. Priznam, da ga nisem bral, tako da ne moram soditi. Mogoče boste brali kdaj v prihodnje. Vaš roman, kdo ga pripoveduje? Pripoveduje ga pripovedovalec, ki je zelo, zelo star. Spominja se nazaj, se pravi, dokler mu seže spomin ta erotični, ali pa že spomin pravzaprav v otroštvo. V tem spominu seveda je selektiven, ker si predstavljate, da je nekje sem napisal toliko star, da ne upam niti napisati, koliko je star. Tako si predstavljate 95 let starega pisatelja. Namreč, mogoče število 5, no, da poudarim, v vseh mojih romanih in tudi kratkih zgodbah imam število 5 ali večkratnih število 5, ker imam kompulzivno motnjo na število 5 in se s tem malo poigravam. Tako da si predstavljate 95 starega pisatelja, ki se spominja nazaj, kolikor mu seže spomin. Potem poteka zgodba nazaj, naprej in sedanjost, v kateri živi. Zdaj, mogoče sem šele pol na koncu tudi sam opazil, in to je tudi logično, večkrat se hvali, kako je seksualno še močen, potenten in morebiti je. Ampak ko sem napisal roman in pogledal, do katere starosti je bil spolno aktiven, ugotovim, da je bil tam nekje do 65. leta, da sploh ni bil do 95. Torej, verjetno tudi sam ne ve, a je še spolno sposoben ali aktiven, ali mu je to samo spomin. Ne. Po drugi strani se mi je pa zdelo, če imaš 95 let, se mnogi spomini mešajo, zgubljajo, nekateri tudi ne vemo, če so res bili. Tudi pozabimo, ampak se poskušamo spomniti in to je tudi nekaj tega v romanu. Ne. Se pravi, ne moramo biti sigurni, ali je vse to ta protagonist doživel, ali je bilo potem ali je ostalo samo še plod njegove domišljije, ki jo je v teh letih, teh zadnjih recimo letih proizvedel v sebi, ker domišljija ima svojo moč, ne, in ko nam zmanjka vse, potem ostane samo še domišljija. Naslov vašega romana je Izpovedi erotomana. Ampak tukaj v vašem romanu ne gre toliko za izpovedi, kot pravzaprav za zapiske, kajti vaš junak piše. In me zanima, kdaj piše, v katerem življenjskem obdobju, kdo kdaj piše, koliko časa pišete zapiske? Piše ravno tik pred smrtjo, pravzaprav zadnje leto, ko se čuti močnega, ampak verjetno ni tako močen, pa ni tudi odvisno od dneva, ne, ker če si zelo star, imaš dobre in slabe dni. Hkrati pa
piše tako, kot pišem tudi sam, se pravi v javnem prostoru, v lokalu, ker drugače ne more in tudi sam ne morem pisati, najbolj ustreza mu pisanje zunaj, za isto mizo, v istem prostoru, iz dneva v dan, vztrajno, od jutra do večera, ker je seveda to kar vztrajno in seveda samotno delo, tako kot večina umetniških del. In znotraj tega potem se giblje njegovo življenje, se pravi v njegovi notranjosti, tako da se dejansko včasih počuti toliko star, kolikor je v tem trenutku, ko opisuje, ne vem, preteklost, in hkrati, ko neha pisati, toliko star, koliko je dejansko je v tistem trenutku, torej recimo 95 let. Verjamete v to prehajanje? Ja, verjamem, seveda. Se mislim, z leti, bolj ko si star, bolj preigravaš svojo preteklost in ko jo preigravaš, že prej sem omenil, igra tudi domišljija in tvoj spomin, a hkrati se lahko v tistih trenutkih spomina počutiš star točno toliko, kolikor si bil takrat. Ne. Pomembno vlogo v življenju Erdomana ima tudi njegov učitelj. Kakšno? Ja, to je pa mogoče ta povezujoča se nit s prvim romanom, ko je imel protagonist učitelja, skladatelja, je tudi tu učitelj, erudit, ki obvlada umetnost širše, glasba seveda, glasba v vseh mojih literarnih delih, tak leitmotiv, ki se ponavlja, ampak tukaj obvlada tudi literaturo, likovno umetnost, skratka življenje. In tako, se mi zdi, da brez učitelja ali pa učiteljice ni ničesar, ni nič. In tako nekje začnemo, če to imamo srečo, da doživimo intimno učiteljsko učenje, se pravi učenje 1 na 1, ne v razredu, potem gre to hitreje, močneje in globje. In to je tudi v mojem prvem romanu in tudi tu imamo te zametke. Seveda nisem hotel napredati o tem več in več, ker je dejansko tudi učitelj nekje pomemben, nekje do 18-20 let, potem se pa to zmanjša v realnosti in tudi v samem romanu. Potem gre človek v svet in se uči naprej. Nekje na začetku romana je prizor, kjer se delujeta oba, vaš romaneskni junak in učitelj. In potem je tudi prizor nekje na začetku romana, ko vidimo učitelja v njegovem šibkem stanju, na visoka leta in tako naprej. Ne? Živi v zanemarjenem stanovanju, sam, nekako propadel. Vaš junak, imam občutek, nisem prepričan, ali se je kaj naučil iz te zgodbe, iz tega konca učiteljevega življenja ali ne. Kot da nekako ponavlja učiteljevo življenje. Ja, pravilno ste to začutili. Ja, tako, na začetku sem in medias res dejansko opisal dogodek ali pa prizor iz več namenov. Prvi je bil ta, da bralcu nekako prišparam, da ne bere do konca, ker če mu je prehudo, potem ali pa preveč erotično, da ne more brati, potem lahko po parih stranih odstopi in neha. Samo na začetku je tako, ali pa skupinski seksualni prizor in tako se mi zdi eksplicitnejši ali pa skoraj da malo surov, potem ne več. Tako da to sem prav namenno naredil, da takoj pademo ali pa pridemo kot bralci v dogajanje in se potem odločimo, ali bomo šli naprej ali ne. Po drugi strani pa ja, 95-letni pripovedovalec, ko si toliko star, se mi zdi, ko doživiš tako visoko starost, ko greš skozi vse v realnem življenju, če govorimo, skozi vse faze življenja in ti uspe priti tako daleč, ugotoviš zelo preprosto misel, da pravzaprav toliko enih stvari v življenju ni več pomembnih, tudi ko so bile takrat in so si ti zdele, potem niso. In je še celo dobro, da nimaš nič in da si osamljen, ker osamljenost je vseh nas in bolj ko si star, bolj si osamljen. In to osamljenost in to praznino sem seveda opisal tudi se pravi učitelju tudi s prostorom. Tako je živel v zadnjih letih sam, tudi se to čuti v romanu, in tako tudi pripovedovalec živi sam v zadnjih svojih letih. In če je prostor prazen, ti si prazen, tvoji spomini so se izpraznili, jih loviš samo še kot neki fragmenti, ko tudi ne veš, ali so še resnični ali ne, ali so sam plod domišljije. Mislim, da to gre skupaj in nekako ponoviš to večno zgodbo mnogih umetnikov in intelektualcev, ki so iz praznine v praznino skakali in v njih polnili svojimi umetnostmi, svojim življenjem, kolikor so lahko, ampak na koncu se mi pa zdi, da vsakdo umira sam. To je eno literarno delo, naslov nekega romana,
ki sem ga na neki polici leta in leta opazoval in se mi nekako vtisnil v spomin. In se mi zdi, da je tudi eno od vodil, ne samo tega, ampak mnogih mojih ostalih literarnih del. Pomembno vlogo v vašem romanu ima seksualnost. In nekoliko ste že povedali, kako ste na začetku pisali o njej. Kako pišete o seksualnosti? Ja, to je bil meni izziv. Se predtem tega nisem tega poskusil niti napisati. Nekako sem si zamislil, da bom poskušal biti čim bolj čuten, čim bolj opisen in preizkusiti slovenski jezik v njegovi zmožnosti opisovanja tega. Se pravi, več opisovanja tega, ne samo v nekaj stavkih, ampak v nekaj straneh, ko opišeš prizor. In najprej sem bil nekoliko razočaran, ker izrazi za moški spolni organ so se mi zdeli razen nekaterih, nekaj malega jih je, ampak vsi tisti, ki jih najdemo v leksikonih na internetu, pa jih je 500, so tako malo otroški ali pa vaški, ali pa se mi zdeli preprosti. Medtem ko za ženski spolni organ mi je bilo veliko lažje, ker mi že dva izraza povesta dovolj in jih ne rabim veliko več. Prav to me zanima. Za moški spolni organ ste našteli vrsto sinonimov, nekaterih prav posrečenih, za ženski spolni organ bistveno manj. Zakaj? Ja, vulva ali pa vagina sta mi dovolj. Nekako mi naredita neko težo, ko si jih predstavljam, imate neko moč, neko globino, kakorkoli. Zdaj vse te ostali špranja, karkoli bi se zdaj izmišljeval, so mi tako malo otroški, smešni, neprimerni. Nič ne čutim ob tem izrazu. Tudi izraz, da ga ne bom zdaj ponovil, tako je najbolj pogosto, ko ga tudi preklinjamo, mi je zelo neprijeten in ga ne morem zapisati. Lahko ga tako izgovorim, ampak zapisati ga ne morem. Pri moškem izrazu z moški spolni organ je pa tako, ud deluje kot roka, penis je tako medicinski, organ je policajski, ampak so nekako še grejo, recimo. Zdaj pa, če gremo na vse ostale, ne vem, pimpek, lulček, pinterček, je moja mama govorila, ko sem bil še majčken, verjetno je primorski, zaradi severno primorski, ali pa ne. No, poveva, da je v romanu kar nekaj sinonimov, ki so vaši, avtorski in so posrečeni. Sva pri opisih seksualnosti. Kakšni so? So ti opisi pornografski? Ja, to sem se tudi sam spraševal na začetku. Spraševal sem tiste, ki so ga prebrali. V izhodišču bi mogoče res delovalo pornografsko, ampak ni. Mislim tako, napisano je estetsko na višjem nivoju, z vsemi, saj se mi zdi, z bogatim jezikom slovenščine, z bogastvom slovenskega jezika. Pornografsko je mogoče samo to, da je eksplicitnejše opisan prizor. To bi mogoče bili zametki pornografije, ampak ker je ta prizor opisan na estetsko višjem nivoju, niso samo preprosti izrazi, ki jih pornografija dejansko uporablja, ali samo kratki enozložni ali pa kratki stavki, ampak gre veliko globlje in veliko več razmišljanja, je to erotični roman za zametki pornografije. Skratka, po vašem mnenju je razlika med pornografijo in nepornografijo, med erotiko, neke vrste estetizacija. Sigurno. Ja. Podiva k vaši pripovedi, zanimajo me nekatere vaše avtorske odločitve. Naprimer, pišete o drevesih in jih poimenujete, bukev, hrast in tako naprej. Potem pa uporabite zgolj skupno ime za rastline. Zakaj tam ne navedete posameznih rastlin? Naprimer, kako se odločate, kaj boste povedali in česa ne? Ja, to je odvisno od situacije. V tem primeru, kako se je gibal protagonist, če se je naslonil ob drevo ali pa če je zahotel začutiti to drevo, mogoče kot bitje, potem je opisano. Če je bilo pa posplošena zadeva, nek tak se mi zdi bolj hiter trenutek čustvovanja ali pa hiter dogodek, potem pa ponavadi ne opišem. Odvisno, koliko se dejansko posvetim tistemu prizoru in dovolim pripovedovalcu, da se po njem giblje. Če se giblje dlje, potem sem ponavadi opisal, če se giblje manj, pa ne. Lahko pa, da se je kaj tudi zgodilo, da sem pozabil, ker je to čisto možno, da bi mogoče lahko tudi opisal, pa pač nisem. Ker tako, ko napišeš literarno delo, ljudje ga berajo, ima vsak svojo misel in nekomu se zdi tukaj nekaj manjka, drugemu to nekaj manjka, mnogi izhajajo iz svojih izkušenj, pa mogoče ni čisto tako. Ampak to je literarno delo, ki je za vse odprto in vsak v njem lahko svoje asociacije sprosti ali pa misli si svoje. In to je prednost v bistvu umetnosti, da je svobodna. Posvetiva se asociacijam in mislim tokovom vašega romanesknega junaka.
dejali ste prej, kaj vse pozna, katere področje in tako naprej. In naprimer v romanu omenite nekatera glasbena dela z naslovom skladatelj, delo, mogoče še izvedba in potem sledi aluzija na dirigenta, naprimer. To je zelo konkretno. Čeprav bi marsikatero delo lahko prepoznali tudi po opisu. Potem so pa opisi slikarskih del. Tam so pa zgolj neki opisi, pa nikoli naslova. Kot da bi želeli pravzaprav nekako bralca malce izzivati, ali ti to prepoznaš, ne prepoznaš, si razgledan, nisi razgledan in tako naprej. Kako ste se kot avtor odločili, kdaj boste neko tako podrobnost povedali, kdaj bo pa ostala nekako nedorečena? Ja, glasba mi je verjetno res najljubša umetnost. In si zato zasluži z naslovom omembo. Točno tako. In jo imam v vseh delih, brez nje ne morem. Zdi se mi na vrhu umetniškega ustvarjanja in tam se mi pomembno zdi, da se vidi avtor, sliši ime njegovo, da mogoče prepoznamo ali pa lahko potem tudi sami poslušate, bralci, to in to delo. Potem, ko likovna dela so tako nekako razpršena. Naprimer, če vzamemo nek motiv ženska v kadi. Ogromno je takšnih slik. Ne. Lahko bi izbral nekoga, pa bi napisal, to je ta in ta, točno ta. Ne. Ampak si predstavljate, da v nekem obdobju, ko slika žensko v kadi, jo slika samo v tem obdobju, v glavnem, 20-30 let, točno določenega obdobja in to mnogi slikari. Bonar je slikal daljše obdobje. Ja, ampak to je 20-30 let. Ne. In potem pa ne več, ne, na ta način. Lahko na drugi kadi, na drug način, ampak tako pa ne. In se mi nekako zdi, da je glasba zelo konkretna, samo bah in nihče več tako fuga. Medtem ko slika ženska v kadi, se mi zdi bolj nekako splošna in zato nisem hotel opisovati natančneje. Hkrati pa, ker sem po poklicu kustos, se mi zdi ravno tako, no, da slikarstvo ne bo skrivnostno, naj se ga pač prepozna tisti, ki točno ve, vsi ostali pa tudi ne, se mogoče sploh ni za njih pomembno. Medtem ko glasbo poslušamo po radiju, na vseh medijih je prisotna in nam je v vsakem trenutku dejansko lahko prisotna, za sliko moraš pa stopiti nekam, ne, ali knjigo odpreti ali pa neko galerijo stopiti, je nek drug proces, druga pot je. In tukaj sem to pot pustil, recimo temu bolj zakrito. Nekoliko težje dostopno, ne? Manj prijazno bralcu, bralki. Še nekaj skrivnost me zelo zanima pri vašem romanu. Ne? Vaši liki, to ste že nekoliko nakazali, nimajo imen. In to je pravzaprav presenetljivo. Kajti v vašem romanu nastopa kar nekaj oseb, ženska, 2 moški, ki imajo pomembno vlogo v življenju vašega romanesknega junaka, nimajo imena. Govorite o teh osebah zgolj kot o temnolaski, o rjavolaski, ampak vendar ti liki, ki so tako blizu vašemu junaku, bi si zaslužili ime. Ravno obratno, mislim. Na nobeni moje literaturi ni ime. To vem. Ja, in to je tako. Jaz sploh ne morem, tudi ko berem večino romanov, pa je nekdo opisan z imenom, kdorkoli. Brane, Marko, John. Kakšen Brane, kakšen Marko, kakšen John. Meni to sploh mi ne gre skupaj. Ne? Vsak pozna nekega Markota, recimo. Potem imaš nekega 3. Markota. Jaz si ne morem predstavljati. To je mi lažje in boljše, da ni imen in si lahko predstavljam katerega koli človeka, katerikoli rjavolasko. Samo moja rjavolasko s tem, ker če bi jo pomenoval, se mi zdi, da ne bila niti moja več. Ampak s imenom bi jo označil in bi se v tem množici izgubila. Se strinjam z vami, v redu. Ampak potem, zakaj tako splošen opis rjavolaska? Tudi rjavolask je dosti. Zakaj se je vaš junak ni malce potrudil, pa našel nekega ljubezenskega vzdevka, ki bi se ga ta ženska zaslužila? Te vzdevki so mi pa dobesedno kičasti, pocukrani, posladkani. Ženska, še nekaj, tukaj je erotoman. Poskušal je skozi svoje življenje zbrisati večino ljudi, ki na niso pretirano vplivali in so leteli. Večkrat omenjam, da je tako letelo vse skupaj mimo, hotel doživljati erotiko, seksualnost. Ni hotel se zaljubiti, čeprav potem vse na koncu. Ne. Ni hotel imeti nekih kontaktov, ker to ni roman, da bi razpredal na dolgo o določenih kontaktih, ampak ti stiki letijo, tako kot pač leti lahko seksualnost. Ne. Tudi ta je trenutna. Stiki so trajnejši, oziroma ljubezen bi bila trajnejša, erotika leti. In tukaj bi bil roman popolnoma drugačen potem. Ne. In tudi imena bi opredelila nekaj, kar je izven mojega pisateljskega konteksta, ker težko
si pod nekim imenom nekoga predstavljam. Še celo v realnem življenju se zelo težko zapomnim ljudi, ki mi obkrožajo. Mora trajati dlje časa, da se njegovo ime zapomnim. Zapomnim se obraz, vse okoli njega, imena pa ne, ker mi nekako ne gre skupaj. Sarival Sosič, marsikaj ste povedali v svojem romanu Izpovedi erotomana. Tisto, kar je zanimivo v vašem romanu, je tudi to, kako oblikujete tok pripovedi. Vaš romaneskni junak nekje sedi in piše, zapisujete neke svoje spomine in to so lahko zelo dolgi stavki, zelo dolge povedi, potem pa včasih prekinete ta tok s kratkimi intervencijami, z neke vrste tropiči, bi skoraj rekel. Pa me zanima ta občutek ob snovanju tovrstne pripovedi. Kaj vam je veselje, kako to oblikujete, kako to pišete, kdaj veste, da je stavek izpeljan do neke točke, ko je res prepričljiv, ko se ne lomi, ko se ne seseda vase? Ja, to je verjetno del mene. Zelo težko pišem krajše stavke in so mi veliko močnejši in seveda bližji daljše povedi, lirizirane povedi, ki v nekem ritmu tečejo in ko ta ritem se nekako dvigne in v sebi zaključi, to čutim skozi pač besede, takrat pride pika. Potem pa se vsake toliko časa, tako kot v običajnem življenju, govorimo z nekih naletih, v nekem valovanju govorimo običajno, če nas kdo vpraša ali pa če nekaj razlagamo in potem prekinjamo to z eno besedo, z pavzo, s piko. Ali sem vas pozabil vprašati karkoli provokativnega? Ja, gotovo, tukaj se da še veliko vprašati. Naprimer, kaj bi jaz moral vprašati? Če bi jaz moral vprašati, zakaj se mi zdi, da se slovenska javnost boji erotike? Ne samo v literaturi, tudi v ostalih umetnostih, slikarstvu in filmografiji, naprimer. Če lahko odgovorim z neko anekdoto, to, kar ste načeli zdajle, to je tema res za esej, a pa za zbirko esejev. Ampak spomnil bi na dejstvo, da ste vi kot avtor pozabili svojo knjigo doma. To pa pomeni, da imamo neke vrste ambivalenten odnos do erotike. Primerjava ni čist. Ja, to ja, seveda, ampak ambivalenten odnos imamo do mnogih stvari. To je res. Da sem pa pozabil knjigo, to bi lahko vprašali. In sicer čisto logično, da sem je pozabil. Dva vzroka sta. Eden je ta, da zelo težko nosim kakršnokoli prtljago s seboj. A je to rukzak ali je to knjiga, isto. Druga stvar pa je ta, da tu imam pa že od nekdaj občutek, dok avtor napiše knjigo, ni več njegova last. Je last vseh ostalih ljudi, tisti, ki ga hočejo brati, njegova pa ne. In tudi sam, zdaj, ko ste me spraševali, sem se moral fajn potruditi, kaj sem jaz sploh napisal. Kako sem napisal, če me vprašate od naslova vseh 10 poglavjih, ne vem. Tako iz glave, potruditi bi se moral. In tudi to je mogoče čist nezavedno, to ni več moje. Ne? Kaj bi tisto, kar ni moje, nosil sabo? V redu razlaga. Sarival Sosič, hvala za vaš roman Izpovedi erotomana in hvala za pogovor. Hvala tudi vam za povabilo.